Lepo pozdravljeni še z moje strani. Jaz zdaj namenoma ne bom imela vklopljene kamere, da ne bi še kaj slučajno nam šlo narobe. Torej ja, jaz se bom zdaj mogoče malo odmaknila od te toliko aktualne teme, bom rekla, starizma v povezavi z koronavirusom, ampak se bom osredotočila predvsem na družinsko ozadje mladih in pa na starizem. V bistvu se bom navezovala predvsem na rezultate moje raziskave iz doktorske naloge iz preteklih let in vam predstavila bom rekla, najbolj pomembne ugotovitve. Torej zdaj o tem, da se prebivalstvo stara in da se podaljšuje življenjska doba, tukaj ne bi izgubljala nekaj preveč besed, to je zdaj že toliko splošno znano. Je pa res, da kljub dejstvu, torej, da je starost lahko zdrava in pa produktivna, žal diskriminacija starejših vedno bolj nekako posega ali pa je zakoreninjena v kulturo, torej naših sodobnih družb. In ravno pri prenašanju mitov, tako negativnih kot, bom rekla, pozitivnih, recimo stereotipov tudi med generacijami, ima prav družina s primarno socializacijo tukaj zelo pomembno vlogo. Torej, ta omejen stik otrok in pa mladih z starejšo generacijo ob nekem nezadostnem znanju o starejših in vplivu v mladost usmerjene predvsem te naše družbe, pogosto v bistvu oblikuje podlago za nek negativen odnos do starejših. Zdaj, zavedamo se, da se otroci v prvi vrsti učijo o starejših, torej predvsem na podlagi tega, kaj doživijo oziroma kakšen odnos imajo njihovi starši do starejših. In seveda otroci nemalokrat tudi posnemajo to, kar vidijo, torej ne delajo nekih razlik med realnostjo in pa nerealnostjo. In na tak način torej izpostavljam, da je ravno ta, bomo rekli, primarna socializacija oziroma vzgoja v družini še kako pomembna. Torej, če so starši, bom rekla, nekako staristični ali pa imajo negativen odnos do starostnikov, potem najverjetneje bodo imeli enak odnos tudi njihovi otroci. Zdaj, tukaj čisto ena taka slikica, prikaz, torej vseh teh stereotipov nekako, ki prevladujejo v današnji družbi, torej, da so starejši dolgočasni, da so stari, da so utrujeni, senilni, torej, da niso sposobni več za torej, neko produktivno delo, potem nemalokrat tudi vidimo te neke zahteve, bomo rekli, naše zahodne družbe ali pa medijev glede zunanjega videza, predvsem, bom rekla, starejših žensk, se opravičujem, in pa nenazadnje tudi vpliv medijev, ki posega na vso to področje. Včasih lahko mislimo, da nekdo, bom rekla, za nekim dobrim oglaševanjem želi pomagati, recimo starejšim do nekega lepšega videza, po drugi strani pa lahko tukaj zasledimo spet ta nek negativen odnos, torej kakšen bi naj sploh starejši človek, starostnik, torej izgledal. Pa če se zdaj mogoče navežem malo na te osnove, veliko je bilo danes že tudi govora na splošno o starizmu, torej prvi, ki je nekako starizem opredelil, je bil Robert Butler, in sicer ga opredelil kot proces sistematičnega stereotipiziranja in pa diskriminacije starejših ljudi, in pa seveda predpostavljal je, torej, da starizem zajema nekako 3 ravni, in sicer to so predsodki do starosti, staranja in starejših ljudi, diskriminacija starejših in pa tudi institucionalna politika in pa seveda postopki, ki ohranjajo vsa ta stereotipna prepričanja o starejših. Zdaj, to je bila, kot sem rekla, ta prvotna definicija, kasneje seveda je ogromno avtorjev nam ponudilo ali pa postreglo z različnimi definicijami. Mogoče kot zanimivost bi omenila samo 2 avtorja. Prva je sicer avtorica Maggie Kuhn, ki je recimo dejala, da ko govorimo o starizmu,
ni nujno, da govorimo izključno o, bomo rekli, negativnem odnosu do starejših, torej tistih, bomo rekli, 65 let in več. Ampak da dejansko gre za diskriminacijo na podlagi starosti. Torej moramo se zavedati, da ko govorimo o starizmu, je potrebno zmeraj izpostaviti do koga, torej kdo je ciljna skupina, ali so to res starejši od 65 let, ali govorimo o kateri drugi starostni skupini, ne? Ker dejansko lahko tudi, bom rekla, otroci, ali pa mladi, ali pa bom rekla odrasli, tudi doživljajo na nek način diskriminacijo zaradi svoje starosti. Naslednji vidik ali pa definicijo, ki bi jo izpostavila, je definicija od Palmorja, in sicer on je pa recimo še dodal en drug vidik, ne, torej ta pozitivni, bom rekla, starizem, ne, ali pa pozitivno diskriminacijo, ne, tako da spet je potrebno biti previden, ko omenjamo samo besedo starizem, torej da navedemo, o čem govorimo. Zdaj, tam starizem, jaz se bom danes osredotočila izključno na tale negativni starizem oziroma na negativne predsodke in torej ciljna skupina bodo torej res starejši od 65 let. Mogoče sam na kratko še, torej starizem se lahko pojavi na različnih ravneh, torej na osebni ravni, torej to, kar bom rekla, posameznik čuti ali pa razmišlja ali pa ima nek odnos do svoje starosti, do lastne starosti in pa tudi do, bom rekla, starejših. Potem govorimo tudi o institucionalni ravni, torej vse to, bom rekla, o čemer govorijo torej institucije oziroma kaj počnejo institucije v škodo starostnikov. Tukaj lahko recimo izpostavimo torej neko prisilno upokojevanje ob določeni pač doseženi starosti in pa torej tudi družbena raven, torej kako naša družba na splošno, globalno, torej kakšen odnos torej ima do starejših. Zdaj seveda, če hočemo pogledati malo globlje v pomen ali pa vpliv družine, pa družinskega ozadja na odnos mladih do starejših, je seveda potrebno izpostaviti nekaj bistvenih sprememb, ki so se zgodile na prehodu v postmoderno družbo. Na kratko bom naštela, torej kot prvo, Alenka Švab, bom rekla, že pred 2 desetletjema začela govoriti o spremembi vloge in pa sestave družine, torej predvsem o pluralizaciji družinskih oblik. Ne gre več samo za večinski obstoj dvostarševskih ali pa razširjenih družin, slednje seveda celo, bom rekla, se zmanjšujejo oziroma jih je vedno manj, ampak prihajajo na plano torej druge oblike družine, od mlad družine, torej living apart together oziroma živeti hkrati skupaj in narazen, do, bom rekla, istospolnih družin, povečanega števila enostarševskih in tako naprej. Potem naprej bi omenila avtorici Bengston in Lowenstein, ki sta govorili o, bom rekla, družini, ki zajema več generacij, torej ne tako, kot smo ali pa so bili včasih navajeni, torej samo 3 generacije, ampak torej več, lahko tudi recimo 5. Hkrati pa poudarjata, da imajo torej taka, bom rekla, razširjena družina s časoma tudi vedno manj, bom rekla, sorodstvenih oziroma sorodstev, ne, torej gre za neko tako ozko in pa dolgo linijo družine, ki sta jo poimenovale Beanpole family. Potem avtorji so tudi govorili o vertikalizaciji družine, torej da ne gre več, ne izpostavlja se več tako pomembno, bom rekla, to krvno sorodstvo, ampak je vedno bolj na vidiku tudi socialno sorodstvo, individualizacija, torej je že tudi nekaj časa med nami, ne, tudi ta je pustila, bom rekla, kar krepke posledice na samem funkcioniranju, delovanju in pa tudi razumevanju družine kot take. In pa še eno značilnost sem dodala, torej to je nekako novo pojmovanje otroštva, govorimo o protektivnem otroštvu, ki je tudi posledica prevladujoče vzgoje. Trenutno, bom rekla, v zahodnih družbah, tukaj predvsem imam v mislih permisivno vzgojo,
ki je bila nekoč tako popularna, aktualna, dan danes pa dejansko študije kažejo ravno nasprotno, torej na neke negativne vidike. Tako, toliko za osnovo, zdaj bi pa prešla na raziskavo. Torej, zastavili smo si tri neke osnovne hipoteze, torej, da med slovensko mladino prevladujejo ageistična stališča, da je stopnja ageizma oziroma starizma v razširjeni družini manjša kot v drugih tipih družin in pa da pogostost in kakovost stikov mladih s starejšimi osebami negativno korelira z starizmom. Na kratko o vzorcu, torej vzorec je zajemal 1234 dijakov in študentov. Tukaj je, bom rekla, to pomemben podatek, torej nismo zajeli mladih, ki se ne izobražujejo oziroma niso, bom rekla, v nekem izobraževalnem sistemu. Povprečna starost je bila 19 let, delali smo preko spletne ankete in pa za merski instrument, torej za merjenje starizma smo uporabili torej Frabonijevo mersko lestvico. Če gremo kar na rezultate, jaz bom rekla zelo spodbudno in proti pričakovanjem je torej raziskava pokazala, da mladi, torej dijaki in pa študenti nekako nimajo ageističnih oziroma starističnih stališč, torej in le 18,5% torej ima neka negativna stališča, kar mislim, da je zelo, zelo spodbuden podatek. Potem naprej, če se osredotočim na sam tip družine, torej primerjala sem dve skupini, torej in razširjeno družino in pa vse ostale oblike družine, torej dvostarševske, enostarševske, razširjene in tako naprej. In rezultati so pokazali, torej, da razlike niso statistično značilne, torej bom rekla, tisti mladi, ki živijo v razširjeni družini, ni nujno, da so manj staristični oziroma imajo manj negativen odnos. Zame je bil to spet, bom rekla, presenetljiv rezultat. Bi pa se tukaj navezala na eno drugo pomembno zadevo in sicer, ko smo naredili nadaljnje analize in smo torej kot spremenljivko vnesli tudi različne vzgojne stile oziroma sloge, tukaj so se pa pokazali dejansko potem zanimivi rezultati in sicer mogoče izpostavim samo tale avtoritativen in pa avtoritaren vzgojni stil. Torej, avtoritativen vzgojni stil, bom rekla, je nekako negativno povezan z negativnimi stališči, torej bolj kot, bom rekla, družina ali pa starši na avtoritativen način vzgajajo svoje otroke, manj so ti otroci staristični. Na drugi strani pa torej permisiven vzgojni stil, o katerem sem malo prej tudi že govorila, in pa avtoritaren vzgojni stil dejansko kažeta ravno nasprotno. Torej otroci, ki so pretežno bili del torej teh dveh vzgojnih stilov, pa nekako so torej bolj ali pa pogosteje imajo negativen odnos do starejših. Naslednja stvar, ugotavljali smo torej tudi pogostost in pa kakovost stikov s starejšimi, tukaj so zdaj pač ti, bom rekla, podatki v smislu frekvenc, torej kako pogosto in kako kakovostne stike imajo mladi s starejšimi in spet, bom rekla, zelo zanimivo, torej obe spremenljivki sta negativno povezani s starizmom, torej ugotavljamo, da tako pogostost kot kakovost stikov dobro deneta, torej pripomoreta k nekim bolj pozitivnemu odnosu do starostnikov, bi pa seveda izpostavila to, kar se tudi vidi iz rezultatov, torej da je kakovost stikov bistveno bolj pomembna, kot pa sama pogostost stikov s starejšo osebo. Tako, zdaj, kaj bi lahko torej naredili ali pa kateri so tisti ukrepi za preprečevanje ali pa za zmanjšanje starizma? Nekaj smo danes že torej slišali, da prihaja do neenakosti torej na trgu dela, da moramo dati torej starostnikom priložnost, da se izkažejo, da delujejo kot mentorji, da se lahko torej mladi tudi od njih kaj naučijo in tako kot je že profesorica Gorjup izpostavila, torej je pomemben ta age management, torej management starostnikov.
Potem nadalje bi se osredotočila na izobraževanje, torej tudi na tem področju se da marsikaj narediti. Nekaj stvari že zelo lepo tečejo, predvsem v smislu medgeneracijskega sodelovanja, tako bom rekla, vrtci sodelujejo z raznimi domovi za ostarele, tudi šole. Malo manj pa je, bom rekla, tega področja pokritega potem v srednjih šolah, kaj šele, bom rekla, na fakultetah. Tako da tukaj vidimo kar nekaj precej možnosti, no, vidim, da se da tukaj še kaj postoriti, dodati, mogoče celo v učne načrte. Torej to področje staranje, znanje o staranju. Družina, ne, smo ugotovili torej tudi kot tista institucija primarna, ki nekako z vzgojo lahko vpliva torej na nadaljnji odnos mladih do starejših, mogoče tudi kakšna izobraževanja pripraviti in pa seveda to medgeneracijsko sodelovanje, tukaj pa mislim, da je že kar precej dobro vzpostavljeno. Da jaz sem v moji nalogi tudi pripravila en taki sociološki model, kako točno z konkretnimi predlogi, kako se bi lahko torej ta starizem na nek način zmanjšal ali pa vsaj ostal na tem nivoju, kot je danes. Za zaključek pa mogoče samo, če preberete, se zamislite, in to bi bilo res na kratko, ker vem, da smo že tudi malo tesno za časom z moje strani, tako da pač enkrat pomembna je dejansko družina, vzgoja v njej, zgled, ki ga dajemo kot starši torej svojim otrokom, da bodo lahko potem imeli, da bom rekla, čim bolj pozitiven odnos do lastne starosti, do starejših ljudi in pa nasplošno do staranja. Hvala lepa. Hvala lepa, profesorica Danijela Lahe, za odlično predavanje in za odlično študijo, ki ste jo naredili, pa tudi, ker ste najdeli neke temeljne razloge za starizem, na primer v sami strukturi družine. Zdaj vas pa vidim, da vprašanja trenutno jih ni, tako da bi vas vprašal, se opravičujem, kdo pa, profesor Simončič, a lahko zaenkrat ugasnete svoj screen sharing? Očitno pomotoma ste pritisnili. Torej, bi vas vprašal, če se navežete na temo profesorja Pribeca in Kebra, obeh pač doktorjev, ki ste govorila o diskriminaciji do starejših ljudi v času koronavirusa, pa me zanima, mislite, da je to bolj rezultat tega, da so starejše generacije bolj staristične, glede na to, da so ugotovili, da mlajša generacija ni tako staristična, kot je bila sprva, kot se pričakovali. Bojim se, da bi lahko bilo to zdaj, o čemer si govoril, ne, torej, bom rekla, ne, moja raziskava, pa tudi raziskava, ki torej smo naredili v okviru tega projekta, torej kaže, da mladi dejansko nimajo, bom rekla, pretirano negativnega odnosa do starostnikov in da so se tudi marsičemu na nek način povedali. Tako da lahko bi šlo v to smer, da mogoče so pa druge generacije ali pa družbene skupine malo bolj, bom rekla, staristične, ne. Jaz mislim, da mladi ne sodijo v to skupino, no. Se pravi, res je, da moja raziskava ni zajela torej tistih, ki niso v izobraževalnem procesu in lahko bi bil rezultat drugačen, če bi bili zajeti torej tudi tisti mladi, ki mogoče so brezposelni ali pa so predčasno zaključili z izobraževanjem, kakorkoli, ne. Ampak jaz vseeno mislim, no, da mladi zagotovo ne sodijo v to skupino, ki bi bili, se pravi, pa imeli negativen odnos, ne. Mogoče samo tam z tistega vidika glede pridobivanja delovnega mesta, službe, zdaj v primeru tega koronavirusa pa absolutno